Tolminska korita predstavljajo najjužnejši vstop v Triglavski narodni park. Pot do Tolminskih korit začnemo na urejenem parkirišču. Trenutno je odprto samo parkirišče P2, ki je nekoliko oddaljeno od začetka, da nas najprej čaka kakih 10 minut hoje do vstopa. No, da se boste boljše pripravili na vaše pohajkovanje, sem tukaj jaz, da delam napake namesto vas. Namreč, parkirišče P1 neposredno pri vstopu v korita je bilo odprto, je plačljivo in ni najbolj poceni. S parkirišča P2 pa je v največji sezoni organiziran shuttle bus, urejena je pa tudi pešpot po drugi strani, kot sem jaz izbrala, tako da sem spet nevede naredila krožno pot. In po tej strani je hoje za približno 20 minut. No, center Tolmina 2 km tle, evo, tle bomo šli pa nazaj po senčki po asfaltu. Tolminska korita so zavarovana kot naravna vrednota državnega pomena. Vstopnina, ki jo plačamo pred vstopom, je namenjena vzdrževanju poti in ohranjanju tega naravnega spomenika. Leta 2023 so z namenom prijetnejšega obiska omejili število obiskovalcev, zato je fajn termin vnaprej rezervirati, s tem pa se izognete tudi čakanju na blagajni. Tolminska korita je skupno ime za korita Tolminke in Zadlaščice, ki se skupaj zlivata v edino sotočje v koritih na območju Slovenije. Z nadmorsko višino 180 metrov je to najnižja vstopna točka v Triglavski narodni park. Po koritih je urejena krožna pot, ki vsebuje kar nekaj stopnic in je pogosto spolzka, zato je potrebna primerna obutev. Pot je dolga približno 2 km in za njo naj bi potrebovali 1,5 ure, če se ne bi prevečkrat ustavljali. Vstop v korita je možen od marca do novembra. Dobrodošli so tudi hišni ljubljenčki na povodcih. Po poti so postavljene številne usmerjevalne table, ob vstopu pa dobite tudi zemljevid poti, na katerem so številkami označene točke. Hudičev most je postavljen 60 metrov nad reko Tolminko. Povezuje ekološko vasico Čadrk s preostalim svetom. Zgrajen je bil leta 1907 v času gradnje bohinjske železnice. Sprva je bil lesen, železna konstrukcija pa je bila postavljena v času italijanske oblasti, ko je most potrebovala vojska.
Ker je šlo za gradnjo nad visokimi stenami, so za pomoč poklicali temne sile, ki naj bi imele nadzor nad peklenskim svetom, zato so take mostove poimenovali hudičev most in kar nekaj jih imamo v Sloveniji. Pred postavitvijo tega mostu so domačini za pot v mesto uporabljali brv čez Tolminko na dnu korit. Zakaj je to pomembno, vam povem kasneje. Iz kratke vodoravne jame ob Tolminki, ki je danes zaradi podora nedostopna, na površje priteče voda s povprečno temperaturo med 18,8 in 20,8 stopinj Celzija. Gre torej za termalni izvir, kar pa je v Julijskih Alpah prava redkost. Prej smo bili pri izviru termalne vode, od poti pa nas spremljajo korita Tolminke. Tolminka je z urezovanjem v apnenec ustvarila značilne prelome, ker se kaže kot gladke navpične stene, to pa vidimo samo še v koritih Mlinarice. Ta video si lahko pogledaš tukaj. Korita Tolminke so dolga približno 200 metrov, široka od 5 do 10 metrov in globoka do 60 metrov. Na tej višini stoji hudičev most. Tole je mesto, na katerem se Tolminka in Zadlaščica združita. Če želiš videti še drugo polovico te poti in izvedeti, zakaj je pomembna brv na dnu korit, si poglej naslednji video.